Hej, Živijo. sva Davor in Andraž iz The Sweet Tech TV in dolg časa ste nama zastavljali vprašanje, fanta, a vidva mislite, da so prepogljivi telefoni, foldabli, prihodnost pametnih telefonov? Res je. Ker nikoli nisva imela prej na resnem testu kjerkoli od teh telefonov, se nama ni zdelo prav, da govoriva kar nekaj iz glave, ampak zdaj po dolgem čakanju sva zelo vesela, da sva jih končno dobila v roke in da vam lahko končno postreževa tudi z odgovorom na to vprašanje. Spoiler alert, odgovor bo mogoče malo drugačen, kot si mislite. Ampak preden sploh začnemo, vas prosva, da se naročite na tale najin kanal in naj jo spremljate na Facebooku, Instagramu, Twitterju in pa TikToku. Iskreno se zahvaljujeva tudi najnemu stalnemu partnerju, podjetju za računalniško opremo Links, Hvala. ki naju je podpiral pri nastanku tega videa. Njegova podpora in podpora vseh vas nama res veliko pomenijo. Okay, having fun. Thank you for being a friend. Priznati morava, da smo imela včasih kar precej predsodkov Ja. pred prepogljivimi telefoni. Zdeli so se nama nekako nepotrebni, predragi, kar do določene mere še zmer so. Drži, ja. Krhki tudi, pa da se bodo takoj pokvarjali in da že tako ne nucava še več zaslona, ker so današnji telefoni že tako dosti veliki, da komot lahko gor vse pogledaš. Potem pa smo v roke dobila tale dva telefona. Z Fold 3 5G in Z Flip 3 5G. In morava priznati, da se zaradi enega kruha največ poje. Ta dva telefona sigurno nista krhka, delujeta premijsko in ko ju odprete in začnete uporabljati razširjeni zaslon, to za vas postane odvisno. Sploh pri temu. In potem skoraj da ne morete videti več nazaj na navadne zaslone. In kar se cene tiče, za Z Flipa lahko mu rečeva, da je prvi pametni prepogljivi telefon, ki ga glede na njegovo ceno lahko priporoča širši populaciji, ker je res tako dober, da upraviči svojo ceno. To sigurno tudi jaz lahko potrdim, ker sem ga pred 2 tednoma dobil kot služben telefon in je super. Aha. Drugačno pa v tem videu ne bova šla v tehnične podrobnosti, ker se nama zdi veliko boljše, Ja. da slišite, kakšna je bila najina izkušnja, kakor pa da samo naštevava neke gole podatke in številke, ki jih boste itak verjetno kuj pozabili. Drži. In kakšna je bila najina izkušnja s temi zanimivimi telefoni, Andraž? Nočem biti preveč nahajpana, ampak v veliki meri sem bila zelo impresionirana. Samsung je res pionir na področju prepogljivih telefonov. Wow. Vidi se, da veliko vlagajo v razvoj teh naprav in da so se marsikaj naučili iz preteklih izkušenj. Valjda se pri teh telefonih ne cedita sam med pa mleko Ne. in imava tudi par pomislekov, ki jih bova kasneje izpostavila, ampak v veliki meri je bila to čudovita izkušnja. Če recimo začnemo pri dizajnu, kakor sva rekla, telefona delujeta prestižno s tem lepim mat črnim hrbtiščem, ki ne nabira prstnih odtisov tako hitro kot navadno steklo. Samsung je res nagruntal ta del dizajna in midva samo upava, da se ga bodo držali, ker je Ja. res top. Napravi imata tudi lepo težo, pa ne se to sliši kakorkoli čudno. Sploh Z Fold 3 je kar močen fant in res si ne bi želel, da bi mi ga en vrgel v glavo, ampak po drugi strani, kdo bi nekomu vrgel tak drag telefon v glavo? Na tem mestu je treba priznati, da je Z Fold 3 res velik in ker ima prepognjen debelino 2 telefonov, Ja. ni preveč udoben za nošenje v kabelkah, Ja. razen če hočete svetu dokazati, da vas je veliko tam dol. Oj. Je pa siguren primeren, da ga, kot naprimer poslovni telefon, nosite v notranjih žepih ali pa v aktovki, lahko tudi v ženski torbici in recimo sploh v notranjem žepu poslovne obleke, kot nek biznismen. Tudi pri telefoniranju ne so odlih med ta najbolj udobne telefone, je pa v odprtem načinu še zmeraj daleč najbolj udoben od vseh tabličnih naprav, če ga smemo nekako šteti v to kategorijo. V tem se precej razlikuje od Z Flipa, ki ko se ga prepognete in pospravite dol v žep, se tam praktično čisto izgubi. Jaz ga skoraj že 2 tedna uporabljam, kot sem rekel, in je res čudno, ko ga skoraj ne čutim v žepu in se včasih celo ustrašim, da sem telefon jaz nekje pozabil na mizi v enem lokalu. Pač izkušnja prepogljivega telefona v žepu je bila za naju kar toliko tuja, da sva rabila nekaj cajta, da so se sploh navadila, da morava seči globje v žep in ven potegniti napravo, sploh pri Z Flipu. Sploh zato, ker živimo v svetu, kjer so veliki telefoni prevzeli vodilno mesto. Ja, drži. Nič čudenega zato ni, da ga Samsung glušuje tudi, ne vem, kot v povezavi z žensko modo, saj se nekako ne laž za influencerke in pa tudi kakšne modne gorujke. Telefona sicer v smislu dizajna nista naredila nekega velikega preskoka napram predhodnikom iz prejšnjega leta, delujeta pa v roki veliko bolj trpežna, tudi zato, ker so pri Samsungu uporabili nov, zelo trpežen material imenovan oklep iz aluminija. Zunanji zaslon pa je Gorilla Glass Victus.
Oba prepogljivca sta bolj ali manj nadgradnja in izboljšava konceptov. Ene izboljšave so vidne bolj, druge pa malo manj. Ko ima recimo malo ven štrlijo kamere in imata tudi manj izrazito vdolbino na mestu prepogiba zaslona, ko pa smo že pri tej vdolbini, midva se bala, da naj jo bo zelo motila in da se je ne bova mogla navaditi, ampak v resnici se jo komi vidi. Mogoče, če imate svetlo ozadje in čez cajt jo lahko tudi čisto ignorirate, tako kot recimo zignorirate zarezo na iPhonih. Glede tega vas res ne rab skrbeti. Mogoče jo boste edin malo bolj čutili pri Z Flipu, ker je ravno na sredini, ko greste s prstom večkrat tam čez, ko scrollate recimo po socialnih omrežjih. Ampak vseeno misliva, da boste bolj pozorni opazovalci veliko prej opazili, da obe napravi podpirata visoko osveževanje svojih zaslonov in da ima Z Flip 3 letos veliko bolj uporaben mini ekranček na hrbtišču, kakor prva verzija, ki je imela res majhen zaslonček. Tega lahko tudi poljubno prilagodite za svoje potrebe, preko njega sprejemate telefonske klice, preberete obvestila in snimate audioposnetke. Izboljšali so tudi odpiranje in zapiranje naprav. Z Fold 3 se recimo poklopi z bolj močnim pokom, ki je nekako res zasvojljiv. Za odpiranje morate uporabiti obe roki, ker so magneti res močni, ki obe polovici skupaj držijo. Z Flip 3 nima tako močnega magneta, ki bi držal obe polovici skupaj, ampak po mojih 2 tedenskih izkušnjah še zmeraj dobro skupaj stoji. Kakorkoli, še zmeraj morate za odpiranje uporabiti obe roki. Se pa vidi, da sta to zelo trdno skonstruirani napravi, kjer ni nobenega nahauga upletanja polovic ali pa da bi kakšni premični deli škripali. Ne, niti slučajno se ne bi hotel usesti na kjerkoli zmenil, ko sta odprta ali pa jo, ne vem, rečemo vrgli v pesek. Je pa Samsung letos naredil zares nekaj impresivnega. Naredil jo je vodoodporno. In ne hecava se. Ta prepogljiva telefona so do določene mere vodotesna, ker imata certifikat IPX8, kar pri foldablih, ki imajo notranje prepogljive komponente, je to res izjemno velik iz tehnološkega vidika. Poleg tega so na notranjih zaslonih uporabljali zaščito, ki naj bi naredila zaslon do 80% bolj odporen proti praskam, in pri foldu lahko končno zraven uporabite tudi posebno pisalo S Pen Fold Edition, ki pa ga nažalost nisva dobila zraven. Zares velik preskok pa se je zgodil na področju softvera, kjer je Samsung sodeloval z drugimi podjetji pri boljšem optimiziranju aplikacij, sploh pri Foldu, kjer je na ekranu več prostora. Pri njem aplikacije zdaj v večini pokažejo več vsebine, sploh spletni brskalniki, kjer imate več tabov. Celotna izkušnja je zaradi odzivnosti naprav, hitrega osveževanja zaslonov in predvsem dobre optimizacije res prijetna, brez kakršnega koli zatikanja ali pa upočasnjevanja. Res je sicer, da boljša optimizacija aplikacij ni prisotna povsod. Veliki krivci so sploh družbena omrežja, ampak Samsung res probava, in to celo tako, da poskuša prek storitve Labs zraven vključiti uporabnike pri eksperimentiranju z širjenjem in oženjem oken za aplikacije. Če bi hotela, bi o sami programski opremi tukaj lahko govorila še pol ure. Recimo tudi glede tega, koliko uporaben je Z Flip pri delanju videoklicev, ko ga lahko prepognete in imate zgoraj sliko, spodaj pa kontrole. Ali pa kako lahko prepognete Folda in imate pri YouTube aplikaciji zgoraj sliko, spodaj pa komentarje. Ampak ker tega cajta midva nimava, mora začeti počasi delati nek zaključek glede uporabnosti in predvsem prihodnosti prepogljivih telefonov. Stvar je taka, da imajo prepogljivi telefoni tudi svoje pomanjkljivosti. Kdo bi si mislil? Ki jih bo treba itak še odpraviti, če bodo hoteli resno tekmovati z navadnimi telefoni. Omenila sva že, da je ena izmed teh debelina, ki nastane, ko telefon prepognete. Da bi se stvar res prijela, bodo morali v prihodnosti foldabli postati tanjši. Seveda, že po sami naravi stvari nikoli ne bodo toliko tanki kot obični pametni telefoni, ampak kratko morajo glih toliko, da bodo prijetni za uporabo in da ne bodo delovali kot nek večji cegu. Druga pomanjkljivost je baterija, ki pri prepogljivih telefonih zaenkrat še ni spektakularna. Sploh zato, ker morajo proizvajalci razdeliti baterijo na 2 celici in ker morata ti 2 celici napajati ne samo velik notranji zaslon, ampak tudi zunanjega, ki ima seveda prav tako visoko osveževanje. No, to lahko tudi jaz potrdim, da po 2 tednih uporabe pri Z Flip 3 me od vseh stvari še najbolj skrbi vzdržljivost baterije, kar je za telefon, ki se prepogiba, v bistvu zelo lepo slišati in je kompliment.
ker se baterija lažje popravi, kot pa mogoče tisti deli, ki se noter prepogibajo. Naj še poudarva, da ne govoriva, da so baterije na teh napravah slabe. da ne. Daleč od tega. Ampak v prihodnosti se pa bodo sigurno. morale še izboljšati, tudi zaradi naslednje točke, in to je S Pen. S Pen pa še k Z Foldu kot Atana imamo, tudi zato, ker je imel Samsung namen, da bi sčasoma prevzel vlogo, ki je imel Galaxy Note serija. Edina težava je, da S Pen za Folda ne pride vgrajen v samo napravo, kar ni tako priročno, sploh zato, ker morate zanj dokupiti nek poseben novitek, če ga želite prenašati s sabo, kar vam še dodatno udebeli že tako debelo napravo. Zdaj vidite, koliko veliko težavo ima Samsung, da žonglira med vsemi temi zahtevami uporabnikov, ki bi hkrati imeli dobro baterijo in pa tudi še S Pen pisalo v napravi. Glih zato gre pohvaliti Samsung, da je s tema napravama izboljšal že toliko stvari. Recimo, mehanizem za pripogibanje je zdaj veliko bolj robusten in zaščiten pred vdorom prahu. Tudi cene naprav je zaradi izboljšane proizvodnje spustil dol, tako da lahko Z Fold 3 pri Linksu kupite za 1799,90 €, kar je še zmeri veliko, Ja. ampak je vsaj manj, kot je stal Z Fold 2, ko je prišel ven. Napredek je, Z Flip 3 pa pri Linksu lahko dobite že za 999,90 €. Ob nakupu katerega izmed teh dveh telefonov do 21.11. lahko zraven dobite še slušalke Galaxy Buds 2 in pa brezžični Samsungov polnilec. Kar je noro, če pomislite, da lahko telefon, ki je trenutno praktično višek tehnologije, dobite za manj kot 1000 €. Pa še na nekaj drugega je vreden pomisliti, da bi ohranil kar toliko te sprejemljive cene, proizvajalci v telefone ne vgrajujejo najboljših objektivov za kamere. Sistem kamer je na Z Flipu in Z Foldu 3 čist v redu, ni pa ta najnovejši. Bolj ko bo šla tehnologija naprej, bolj se bodo začele cene spuščati. In zelo verjetno je, da bodo tudi foldabli v prihodnosti imeli najboljše kamere, ker jih bo postavil čisto ob bok najboljšim navadnim flagshipom. Upajmo. In to z veseljem pričakujeva, da bodo slike še dodatno izboljšane. Pa ne pozabiti še na eno impresivno stvar, na to, da je Samsung notranjo sprednjo kamero skril pod ekran oziroma je vsaj poskušal to narediti. Če imate pravo ozadje, se je ne vidi. V svetlem ozadju pa se vidi piksle, ki kamero skrivajo. Zelo nam je všeč, da je Samsung to sploh probal narediti. Sicer tehnologija, roko na srce, še ni čisto ok, kakor vidite tudi po slikah, ampak je pa korak v pravo smer in mi da že nestrpno pričakujeva, da bo to na več telefonih. Klik zato mi dva misliva, da ta pravo vprašanje ni, ali bodo prepogljivi telefoni kdaj postali tako dobri, kot navadni, ampak če bodo postali kdaj mainstream. Tukaj zato misliva, da sta dve možnosti. Prva je, da bodo nekoč postali nekaj čist običajnega in se prijeli, kot se je prijel tudi koncept velikih telefonov, ki ga je glih Samsung začel svojo Note linijo. Druga možnost pa je, da bo razvoj foldablov dejansko vodil še v druge tehnologije nove, ki se bodo zares prijele, kot so naprimer telefoni, ki se zvijajo, ali pa nekega dne celo telefoni, ki bodo delovali na konceptu holografa. Ne glede na to, kaj se bo iz tega izcimlo, meniva, da je prihodnost prepogljivih telefonov in telefonov nasploh zelo zanimiva. Ja. In ko mi čakava, kaj bodo Samsung in ostali ponudili trgu. In ko bodo, upava, da bova tukaj za vas, da vam bova to poročala. Do takrat zapišite spodaj v komentarjih, če vas še kaj zanima v zvezi s prepogljivimi telefoni. Še enkrat se zahvaljujeva tudi podjetju Links, ki naj jo je sponzoriral pri tem videu. Res hvala. Hvala. Vsi skupaj ostanite še naprej zdravi, vidimo se naslednji teden z novim videom. Čau!